nekem pravličnem svetu, v svojem mehurčku. Verjetno res. Pa saj, če smo realni, nihče od nas ne pozna prave resnice. Vsakdo živi v neki svoji iluziji. Vsakdo si sam ustvarja svojo realnost. Na nek način živi v zmoti. Če je že tako, zakaj si ne bi ustvarila take, ki mi je všeč? Ker počakaj, ko boš starejša, boš počasi dojela, da ne moreš spremeniti sveta, pa če se še tako trudiš. Morda res. A kakšen smisel ima življenje, če ne občutiš radosti, ko nekomu polepšaš dan? Kakšen pomen ima naš obstoj, če za seboj ne puščamo nečesa, kar se bo dotikalo src in misli generacij za nami? Kakšen razlog je v vsakodnevnem jutranjem vstajanju, če ne prav upanje, pričakovanje nečesa lepega, nečesa čarobnega? Ne vem, če bom kdaj spremenila svet na bolje, vem pa, da je moje življenje lepše in bogatejše, če verjamem, da ga lahko. Če iz dneva v dan storim vsaj kakšno malenkost v to smer. Mislim, da ste v Rotary klubu Kranj zbrani sami taki, ki si želite, da bi s svojimi dejanji in zgledi vsaj enemu človeku malce polepšali dan in s tem spremenili svet na bolje. Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli na praznovanju 80. obletnice Rotary kluba Kranj. Med nami posebej pozdravljam guvernerja Rotary distrikta, gospoda Janeza Lipca, ter predstavnike pobratenih in sosednjih Rotary klubov. Pričakujemo tudi župana mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca, vendar se bo zaradi še druge obveznosti nam pridružil malce kasneje. Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo in mir na svetu. Rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti. Tudi nocojšnji večer je humanitarno naravnan, ampak več o tem malce kasneje. Zdaj vas vabim, da uživate ob nastopu folklorne skupine Iskra Emeko Kranj, ki spada med najbolj prepoznavne skupine v Sloveniji. Njihovo udejstvovanje že več kot 40 let aktivno bogati slovenski in svetovni kulturni prostor. Člani so predvsem mladi, šolarji in študentje, ki svoj prosti čas posvečajo ohranjanju in poustvarjanju slovenske kulturne dediščine in jih poleg veselja do ljudskega petja, plesa in glasbe povezuje tudi dolgoletno prijateljstvo ter druženje. Skupina ima celovit program ljudskih plesov in kostumov iz posameznih slovenskih pokrajin. Ime Slovenije in njene običaje nosijo tudi v svet in tako pripomorejo k prepoznavnosti naše male, a kulturno izjemno bogate dežele. Nocojšnja predstavitev ima poudarek na kostumski, plesni in glasbeni podobi iz obdobja brdske rodbine Zois. Nepogrešljiv del plesnega nastopa pa je seveda tudi glasbena spremljava, ki plesalcem daje ritem in jim narekuje obrate. Folklorna skupina Iskra Emeko Kranj.
in Kranj. K slavnostnemu nagovoru pa zdaj vabim predsednika Rotary kluba Kranj, gospoda Toneta Ruparja. Seveda ne smem pozabiti tudi pozdraviti naše člane in naše partnerje. Kot je znano, rotarijsko kolo se vrti po svetu že 114 let. Tukaj se združujemo osebe iz poklicnega in poslovnega življenja, ki smo predani humanitarni miselnosti in se zavzemamo za visoka etična načela tako v zasebnem življenju kot v poklicnem in sledimo rotarijskim geslom. Ob tej priložnosti bom povedal, da se je naš klub, Rotary klub Kranj, je bil tretji ustanovljeni klub v slovenskem prostoru. No, več o zgodovini, preteklih in sedanjih projektih bo predstavljeno v programu današnjega večera. Za ta večer verjamem, da bo poln pozitivne energije, prijetnega počutja in novih poznanstev. Pozdravljam še župana, gospoda Matjaža Rakovca z ženo, ki ravnokar prihaja. No, in na koncu se moram seveda še zahvaliti vsem, ki so pripomogli, da ta prireditev je in da bo takšna in verjamem, da boste v njej uživali cel večer. Hvala. Najlepša hvala predsedniku Rotary kluba Kranj, gospodu Ruparju. Za pozdravni nagovor pa kar takoj prosim župana mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca. Ravno prav ste prišli. Lep dober večer še v imenu mestne občine Kranj, pa tudi v mojem imenu. In pa iskreno opravičilo, kajti ravnokar sem bil na odprtju salona Vrtač tukaj v Kranju, v industrijski coni, poslovni coni Prinskovo, res enkratnim, kako bi rekel, dogodkom za Kranj. V glavnem ena velika zadeva se mi zdi, da se odpira za celo Gorenjsko. Gospod Vrtač je tudi poznan kot dobrotnik, družbeno odgovoren, tako kot ste tudi vi. In res veliko čast in veselje mi je, da je Rotary klub Kranj eden izmed 3 klubov v Sloveniji, ki so delovali že pred vojno. Kot vem, ste 3. klub po starosti, takoj za ljubljanskim in pa mariborskim. In lahko si vzamemo čas, da imamo v Kranju res ta klub s takšno tradicijo, ki tudi uspešno nadaljuje delo. Vem, da ste izredno delovni, da skupaj v celotni Sloveniji, seveda takoj, ko govorimo o Rotary dejavnosti, pomislimo na Miklavžev koncert. Prav gotovo pa jaz, ko sem bil še v prejšnjih službah, sem na tak ali drugačen način tudi pomagal različnim Rotary klubom, da so pridobili določena sredstva, s katerimi ste pomagali tistim, ki te pomoči res potrebujejo. Če govorim oziroma če mi v mislih oziroma ko berem ime Rotary, se mi takoj nekako dobim asociacijo na etična in moralna načela, ki vas, vsaj tako sem prepričan in tudi vem, vse skupaj bogatijo. In res najlepša hvala za tisto, kar dajete temu okolju, kar pomagate tistim, kateri pomoči so potrebni, predvsem pa, da skrbite, da naša družba postaja in še bolj postaja zdrava in pa predvsem napredna. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu županu. Zdaj pa besedi vabim še gospoda Janeza Lipca, ki ga je doletela velika čast, saj je postal guverner Rotary kluba oziroma Rotary distrikta 1912, v katerega spada tudi Rotary klub iz Slovenije in pa 19 klubov iz Makedonije. Dobar večer vsem.
Barbara je rekla, da je še malo govor, da bom poštudirala, od kje ste. Pa ni ugalna, pa sem mi pa povedal, da sem iz Zagorja. Ovo je rekla, tam je pa Herman, da ga poznaš. Jaz se niko poznam, ker je bil kapetan Galeba. To se prav, Slovenija je mehna, svet je mehen in ni nas treba biti strah. Jaz vem, da je bil vaš klub ustanovljen prvič 23.4. leta 1999 in novinarka Korenskega glasu ali pa radija, ne vem točno, me spraševala, kam povedal, če vam list, nažalost ga nimam lista, ker bi težko bral. In se naprej opravičujem na moj dialekt, ker pač 30 let sem hodil v Ljubljano v službo, ampak hodil sem že od mehkega in sem ohranil jezik in mislim, da je to prav, da govorimo tako, ko smo navajeni. Če treba kaj lepo povedati, ker v bistvu, da se razumemo, ker odzad je skupina Makedoncov, pa ko greš v Albanijo kot guverner, pa greš v Bolgarijo, doj govorim eksiu ali pa eksiu esperanto, ne znam ne srpsk, ne hrvašk, ampak znam nek čudni jezik in potem vsi razumemo. In to je tudi en smisel rotarija, to se pravi, da se razumemo, ne glede na to, obvladamo jezik ali ne obvladamo, ker če smo prijatelji, se lahko razumemo, če nismo prijatelji, se pa ne moramo razumeti, bilo kakšen jezik skupaj govorimo, tudi se pa nas tudi včasih nam dogaja. Posebno vem, sem tam na sred, pa me malo lečejo, Štajerci sem tlake, ampak tu že od mojega rojstva, ker sem bil na meji med Štajersko pa Kranjsko, vem. Zdaj, kaj bi vam povedal v tem trenutku, je praktično dejansko težko povedati, ker rotarijanstvo temelji na segmentu in izhaja iz krize gospodarske. In v krizah se ponavadi najdejo prijatelji. Lepo je pa delati skupaj takrat tudi, ko krize ni in biti močni. Zdaj številke vam povedati, kaj 1500 rotaricov pa 500 mladih, mi imamo tudi tle noter, imate Rotaract pa Interact dela po teh dveh državah. Pač številke so ogromne, ure so ogromne, bistveno je pa eno, da tu lahko delajo samo prijatelji. In jaz bom zdaj izkoristil eno zadevo, ki sem jo začel, ko sem postal guverner in jo bom pri vas na Gorenskem izkoristil, glede na to, da to deželo kar dobro poznam. Tudi včasih so me tledal neko šolanje pred desetletji pripeljali. Ampak bistvena je bila ta narava, ki je v zadnji, pa lepota Gorenske, pa cele Slovenije. Mi imamo zdaj na obisku Johna Blanta, ko bo na konferenciji, ki prihaja iz tako imenovane sončne Kalifornije. Ampak on je čisto v šoki nad prijaznostjo ljudi, nad lepo deželo. Ne more verjeti, ko smo govorila po telefonu, pač bi sam žal, da mora jeti hitro domov. Zdaj bi pa jaz eno stvar prosil, jaz sem na koncu bil energetik, pa vas prosim, da ostanete, da vam sam nekaj pustim. Rotarista. In on je bil, ljudje so bili v šoki, ki je prihajal med Afričane, praktično brez obleke, po celem svetu in je delil objeme. In jaz zdaj prosim, da delite objem s svojimi bližnjimi, prenesete energijo, s tem boste dobili tudi mojo energijo. Jaz vam želim vse najboljše naprej in srečno naprej. Zdaj pa objem, prosim, kjer ima zraven žensko, se bo lažje bilo, zamenjite energijo. Greš k nam, pej, da še tebe objavimo, pej, ko nas pa navdušil. Bravo, Werner! Tej tole, zrihtaj tole. Prav malo vse so vzel čisto pile, ki je mogla biti prvi. Hvala lepa. Gospod
gospodu Janezu Lipcu, guvernerju v distriktu 1912, katerega kot rečeno spada tudi 49 Rotary klubov iz Slovenije in 19 klubov iz Makedonije, tako da bo vse točno povedano. Človek mora živeti v sedanjosti in se ne preveč vračati v preteklost. So pa dnevi, ko se vendarle spodobi iti malce med spomine. 80-letni jubilej Rotary kluba Kranj zagotovo je takšna priložnost, da se bomo sprehodili med spomini. Začetki rotarijstva v Kranju segajo v leto 1939, ko so se pomembni kranjski možje oziroma gospodje zbrali v hotelu Stara pošta in ustanovili Rotary klub Kranj. Slovenski Rotary klubi, poleg kranjskega, še Maribor, Ljubljana in Celje, so bili do leta 1941 del Rotary klubov Jugoslavije oziroma distrikta 77. Poglejmo si še, kdo so bili najvplivnejši takratni Kranjčani, ustanovitelji Rotary kluba Kranj. Karol Česen, Franjo Kočevar, Franjo Sirc, Živko Adamič, dr. Fred Robert Bidorec, Franc Gorjanc, Artur Heller, Franjo Jurkar, Maurilij Majer, Ivan Savnik, Viktor Savnik, Edvin Vicman, Pavel Pance, Anton Mebušer in Matija Kokal. Rotarijstvo v naših krajih se je končalo aprila 1941, ko je Nemčija brez vojne napovedi napadla kraljevino Jugoslavijo, ki je podpirala rotarijstvo, okupatorji pa so ga prepovedovali. Na novo se je v Kranju Rotary klub ustanovil v letu 1998, tukaj le vidimo seznam ustanovnih članov. Sredi leta 2012 pa je klub, ki je imel do takrat le moške člane, sprejel pomembno odločitev in se odprl tudi za nežnejši spol. So eden redkih klubov, ki jim je uspelo ustanoviti klub Rotaract in Interact. To je bil kratek sprehod skozi zgodovino Rotary kluba Kranj. Nekaj več o projektih, malce kasneje, zdaj pa si bomo privoščili nekaj glasbe, ki bo, verjamem, nežno pobožala vaša srca. Nastopila bo znana in uspešna citrarka Tanja Zajc-Zupan, ki zase pravi, da sta ji ljubeča mama Nada in oče Jože dala najlepšo doto za življenje, ljubezen in glasbene gene. Citre, s katerimi je zaslovela in so njena velika ljubezen, je začela igrati pri 10 letih. V svoji skoraj 25-letni karieri je sodelovala s številnimi izjemnimi glasbeniki, izdala več plošč, pripravila ali sodelovala na nešteto koncertih. Svojo glasbo je osrečila mnoge. Tanja rada reče, da v sebi nosi željo po lepem. Drobci tega hitenja ustvarjajo umetnine, ki jih preliva v govorico glasbe. Drobce svojih idej izraža preko citer. In lepa glasba je najlepša stvar, ki jo lahko da nekomu v dar. Mi bomo z veseljem sprejeli njen dar, ki nam ga prinaša skupaj s pevko s prekrasnim glasom Tejo Saksida. Tudi pesmi, ki ste jo izbrali za ta večer, sta izjemni. Ne bodi kot drugi in med iskrenimi ljudmi. Tanja Zajc-Zupan in Teja Saksida. Človek bližnjega spozna.
Nekateri verjetno poznate misel, ki jo je izrekel Anton Martin Slomšek. Kar prejmemo je za življenje, kar damo je za srečo. Se mi zdi, da je med vami dosti srečnih ljudi, glede na to, da v Rotary klubu Kranj veliko dajete pomoči potrebnim. Pa si poglejmo nekatere trenutno največje projekte Rotary kluba Kranj. To so akcije Peljimo otroke na morje, robotika in tudi Ti si angel. Rotary klub Kranj bo v času šolskih počitnic v letošnjem letu že 6. na Debelem Rtiču organiziral brezplačni kamp za otroke iz ekonomsko šibkejših družin. Pri sami organizaciji in izpeljavi kampa Rotary klub pomaga tudi PBS Športni center odličnosti iz Kranja, ki bo tako kot vse leta doslej zagotovil strokovno ekipo ter program skupnega druženja. Primarno je kamp namenjen otrokom starim med 9 in 13 let, do zdaj pa so brezplačne počitnice omogočili skoraj 90 otrokom. Celoten program je oblikovan tako, da s pomočjo gibalnih iger in aktivnosti utrjujejo optimalni telesni razvoj otrok skozi razne aktivne in ustvarjalne delavnice, izzive, pogovore in druženje, pa se jim tudi pokaže, kako pomembne so vrednote, kot so razumevanje, prijateljstvo in podobno. Otroke vsako leto obišče tudi kakšen malce bolj prepoznaven Slovenec. V lanskem letu je bil to masterchef Sladit Karim, ki je otroke presenetil tudi z odličnimi makronsi ter torto, ter je cel dan preživel svojo družino in našimi otroki. No, zdaj si bomo gledali še en filmček, tako da dobimo malce vtisa, kako uživajo otroci na počitnicah.
Ja, torej predstavitev enega večjih projektov Peljimo otroke na morje. Igor Žula je kot družbeno odgovoren posameznik, pobudnik razvoja robotike na osnovnih šolah. Robotika in tehnične dejavnosti so prihodnost Slovenije, zato jih je, pravi, treba spodbujati. Skozi projekt je skupaj z vključenimi partnerji spoznal, da se ključne poklicne usmeritve pri učencih dogajajo veliko prej, ne šele ob koncu srednje šole. Če daš mladim priložnost, pride tudi zanimanje zanje, ugotavlja. Projekt je spodbudil njegov sin, ki se je pred leti navdušeno vpisal v krožek robotike. Ker so imeli samo enega robota, učencev pa je bilo 8, je takoj vedel, da je to prava priložnost. Sprva je bil projekt usmerjen le v izbrano osnovno šolo, kjer se je v robotiko kmalu vključilo več kot 30 učencev. Naslednja stopnja je bila logična, podpora robotike v kranjskih osnovnih šolah. Tako kranjski Rotary klub, katerega član sem pod Lions Club Kranj, sta projekt podprla, pravi Igor Žula. Tako so skupaj z občino in nekaj podjetji najprej podprli 5 šol. Zadnje poročilo kaže, da je v robotiko vključeni že več kot 150 učencev, zato so projekt razširili še na 2 gimnaziji. Ob takšnih rezultatih rastejo seveda tudi ambicije. Projekt želijo razširiti najprej izven Kranja, nato pa na celotno Dolenjsko, ter nazadnje na celotno Slovenijo. Bodimo čuteči, drzni, drugačni. Bodimo nekdo, ki bo del plemenitega poslanstva biti človek človeku. Bodimo tako dobri, da nas nihče ne bo mogel prezreti. S tem geslom Janez Štros in Rotary klub Kranj vabita k sodelovanju v projektu tudi Ti si Angel. Rotary klub Kranj je v sodelovanju s članom kluba Janezom Štrosom v mesecu decembru leta 2016 ob izdaji njegove knjige z naslovom Tudi Ti si Angel začel s projektom Pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Cilj projekta je pomagati ustanovam, v katerih so ti otroci sprejeti vse svoje posebnosti. Tudi ti otroci so namreč naši otroci in si zaslužijo več pozornosti, saj so prevečkrat odrinjeni na rob družbe in pogosto pozabljeni. Prav zato so se odločili, da projekt razširijo in dolgoročno načrtujejo. V minulih 2 letih so spremembo občutili otroci v osnovni šoli Helene Puhar v Kranju. Zanje so opremili multisenzorno sobo in naredili čutno pot. V osnovni šoli Janeza Levca v Ljubljani so pomagali pri opremi 2 sob z gibalno senzorno opremo. V osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki so sodelovali pri nakupu pripomočkov za multisenzorno sobo, z donacijo pa tudi pomagali društvu Sonček, donirali so tudi sredstva za neurofizioterapije. Naši otroci so otroci našega sveta, zato je eden izmed ciljev kluba projekta Tudi Ti si Angel, projekt ponesti v širni svet. Možnost za to bo že prav kmalu. Ponosni so namreč in veseli, da je bil projekt Tudi Ti si Angel izbran, da ga predstavijo na konvenciji Rotary International v Hamburgu v začetku letošnjega julija. Predsednik Rotary kluba Ljubljana in danes sem prinesel prijatelju, predsedniku, časovno kapsulo. Zdaj pa jaz povedal. To je namreč Rotary klub Ljubljana je bil boter Rotary klubu Kranj leta 1939, 80 let nazaj. In to je prvi 2 poročili, ki sta bili objavljeni o delovanju Rotary kluba Kranj. Ne boste verjeli, kaj vse tukaj je tako zbrano, dobrodelnost. Vse piše v 1., 2. do 8. sestanku in same lepe strani. Tako duh kluba je ujet v tej kapsuli in sam začetek kluba je 22. april. Kaj se je takrat zgodilo? Namreč, klub je že deloval 1 mesec, 2 pred tem, ampak tistega dne, ko klub prejme ustanovno listino, ko mu jo izroči
guverner ali predsednik botrskega kluba, temu se reče čarter, ne, se pravi, dobili ste in postali ste v tistem hipu rotarijci in uradno Rotary klub Ljubljana. Mislim, Kranj, nismo bili pa boter. Ampak, eno je zgodovina, delate pa tudi velika, dobra dela in v imenu Rotary kluba Ljubljana tudi za projekt Ti si angel donacija. Tako da delite se naprej, da je delo. Edi, prijatelj iz Rotary kluba Ljubljana, najlepša hvala za tvoje darilo in donacijo in za pomoč pri v našem pogledu v zgodovino našega kluba. Veliko si nam pomagal, ker si enciklopedija rotarijstva v Jugoslaviji in kasneje na Slovenskem. Hvala. Botrski klub ustanovitve in jaz pa v imenu Botrskega kluba ponovne ustanovitve. Ne sneg, ki je bil še včeraj, ne skale na cesti, ne vse to ne more ustaviti, da mi krepimo naše prijateljstvo. Pridemo iz Celovca, sabo pripeljal sem svojo soprogo Mirjam in predsednika našega kluba, ki je pri ponovnem ustanovljenju bil predsednik, to je Kristof Neugebauer, in tistega gospoda, ki je pomagal, da se je vse to uredilo, Tomasa Ventuslina. Ko sem mislil na ta današnji dogodek, sem imel čudoviti občutek. In to je glavna podlaga, ko potem sproži tudi pozitivne dobre misli. Iz dobrih misli pridejo lepe besede in iz teh besed pridejo lepa dejanja. In to je za mene glavna podlaga za prijateljstvo. Tudi mi se pridružimo s tem, da vaš čudoviti projekt tudi Ti si angel podpiramo, ker ga hočemo podpirati, da ga nesete v svet in tudi mi s tem lahko pomagamo. Miha in Rotary klub Klagenfurt, hvala za vaš prispevek. Že pri naši ustanovitvi, drugi ustanovitvi, in ste bili naš boter in veseli me, da v času mojega mandata, da smo močno ukrepili veze, ki so mogoče včasih po nepotrebnem bile malo zapostavljene, in mislim, da letos smo si kar izmenjali nekaj obiskov, tako naš klub v Celovec kot klub Celovec na našo lokacijo in verjamem, da bomo te stike še naprej vzdrževali. Hvala lepa. Hvala lepa predstavnikom Rotary kluba iz Ljubljana in Celovca. Bi še kdo želel kaj povedati, še kaj dodati? No, če ne pa morda potem v sproščenem pogovoru po uradnem delu. Tako malce smo se razmigali, predsednik, imaš še nekaj za povedati? Že prej sem sicer pozdravil naše prijatelje iz pobratenega kluba Kočani Vinica Makedonija, takrat jih še ni bilo tukaj. No, zdaj pa vidim, da so prispeli in jim pozdravljam. Dobro večer, mi smo sada stigli, izvinite malo što kasnimo. Ja ću prisjeti ovako i u Esperanto, nadam se da je bolje da me razumete. Tako da, kao prvo htio bih da izrazim veliko zadovoljstvo što smo danas ovdje u Kranju i što smo u ovom objektu u kome sam mnogo slušao, evo prvi put dolazim. Radostan sam što vas vidim i htio bih da prinesem pozdrave našeg kluba, vašem klubu, da vam čestitam na sve aktivnosti i uspjehe koje imate i nadam se da ćemo u budućnosti napraviti još bolje mostove između nama i da se posjećujemo češće sa projektima sa kojima možemo da se pohvalimo i da pomažemo zajednicama gdje živimo i da poboljšamo uslove svim ljudima koji su na našim prostorima. Hvala vam puno, primite pozdrave našeg članova kluba i nadam se da ćemo se u budućnosti vidjeti češće. Hvala vam puno.
Hvala lepa. No, zdaj pa se bomo še malce sprehodili skozi dejavnosti kluba. Pravzaprav zdaj ne bom več kaj dosti govorila, saj so več kot zgovorne fotografije, ki jih boste videli na zaslonu. Govorili pa bomo o preteklih ali malih projektih. No, nekaj pa vendar ne moram še izpostaviti, in sicer to, da je Rotary klub Kranj eden redkih, ki se je že pred leti povezal z Lions klubom Kranj, s katerim skupaj organizirajo dobrodelni dogodek Povežimo se. No, zdaj si pa kar poglejmo nekatere aktivnosti, kaj je tisto, kar zaposluje člane Rotary kluba Kranj. Še kar nekaj jih je. Številka kar lepa. No, to je tisto, o čemer sem prej govorila, torej vsakoletni dobrodelni dogodek Rotary kluba in Lions kluba Kranj Povežimo se. Pa še sponzorji dogodka, brez tega pač ne gre. Zdaj pa nas, gospe in gospodje, čaka še en zelo zanimiv nastop. Na oder prihaja 11-letni Jure Kofjač-Flerin, ki obiskuje 6. razred osnovne šole v Predosljah. Prosti čas rad posveča glasbi, zelo rad igra bobne, na kateri je že večkrat igral tudi na različnih prireditvah v šoli. Zanima ga tudi film. S svojimi sošolci je sam zrežiral in posnel 2 krajša filma, v katerih so imeli vloge njegov brat Aljaž in sošolci. Trenira tudi odbojko v odbojkarskem klubu Triglav Kranj, no, fant ima očitno kar nekaj talentov. Danes ga bomo spoznali samo enem od njih, to pa je bobnanje. Zaigral bo mix skladb z naslovom Drum and Roll. Jure Kofjač-Flerin.